Danes imamo naše društvo Svetega Jakoba pa Demos na Kamniškem en poseben dan. In sicer smo v goste povabili z Iljane, Slovence, večinoma so Slovenci, ki smo jih mi obiskali spomladi letos in so nas oni gostoljubno sprejeli. Mislim, da je marsikdo od vas bil tudi z nami, takrat smo imeli lep dan in potem in seveda tudi duhovno in vsebinsko bogat dan. Tako mislim, smo imeli tudi danes v Kamniku duhovno in vsebinsko bogat dan, ki ga zdaj nadaljujemo z večerom, ki smo ga poimenovali Večer s prijatelji iz Zilske doline. In sicer smo si ga zamislili takole. Najprej bomo predvajali film o kamniškem samostanu. To se pravi o samostanu, o tej hiši, ki nas zmeraj gosti, ki nam daje na voljo tole lepo dvorano. Potem nam bo pa gospa Pepca Drumel. Gospa Pepca Drumel nam bo predstavila nekaj filmov o Ziljanih. In sicer o znamenitem Štefanju, pa ne vem, še morda o Zilski narodni noši, oziroma pa bo ona povedala, kaj bo pravzaprav še vam predstavila. Tako da bi nekako torej tudi na ta filmski način spoznali deželo, odkud prihajajo naši gostje. Temu bo sledil pogovor. Pogovor z Iljani, od Kamničanov bo pa nastopil Vido Kregar. To je mož, ki ima stalne stike z Iljani in ki je pravzaprav ta osnovni stik z ljudmi iz Zilske doline za nas navezal. Drugače bodo pa sodelovali gospa Pepca Drumel, potem njen mož gospod Ludvik Drumel, potem gospa Milena Pip, potem predsednik društva, kulturno društvo Zila, gospod Urban Popotnik. Mislim, da so to vsi. Pa župnik. Pa še župnik. Tega sem pa pozabila, kako to ne vem, ampak on je bil takrat, ko smo mi hodili po Zilski dolini, glavna oseba. Nisem ga pozabila, hotela sem ga posebej podarila. Glavna oseba, ki nam je razkazala to prelepo Zilsko dolino, ki je v glavnem njegova fara raztegnala na ne vem koliko kilometrov. No, skratka, gospod Stanko Trap bo seveda tudi sodeloval. Pogovor bo vodila novinarka Radia Ognjišče Tanja Dominko. Znan glas iz Radia Ognjišče. To bo naslednji del. Naše druženje se bo potem končalo z mašo, svetomašo, pri kateri bosta somaševala en od kamniških patrov in pa gospod Stanko Trap. Mislim, da bo to pater Paskal. Skratka, tako se je v tem naše druženje končalo. Jaz mislim, da smo bili vsi zadovoljni, da smo se srečali na ta lep dan. Zdaj, najprej, preden pa sploh začnemo s programom, pa bi nekateri radi tule še nekaj besed spregovorili. Skratka, najprej od Socialne akademije, kajti ta prireditev je v okviru Socialne akademije iz Ljubljane, bo spregovoril gospod Tone Lesnik. Dragi prijatelji, Slovenci iz Zilske doline, spoštovani organizatorji nocojšnjega dogodka v okviru socialnega tedna, spoštovani udeleženci, veselje in čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Socialne akademije, še posebno v imenu organizacijske ekipe za izvedbo socialnega tedna. Direktor Socialne akademije Matej Cepin in vodja socialnega tedna Janko Korošec sta zdaj v tujini, a sta v mislih z nami. Eden od poudarkov poslanice letošnjega socialnega tedna je Stopimo skupaj. In ta poudarek je lepo uglašen
z enim od načel Janeza Evangelista Kreka, osrednje posebnosti letošnjega socialnega tedna. In to načelo pravi, da si pri prizadevanju za spremembe v družbi, da bi šlo v družbi na boljše, da se moramo pri tem povezovati. Zato je tako lepo in pomembno, da smo v skupaj z zamenskimi Slovenci in upam in verjamem, da bomo skupaj tudi v prihodnjih letih, ko se bomo v socialnem tednu lotevali novih tem. Verjamem tudi, da je za vami že lep dan, glavni del dneva in vam želim, da je tako tudi na svojšnjem dogodku. No, mi smo stalni, hvaležni gostje frančiškanskega samostana v Kamniku. Zdaj prosim patra Vencija, da spregovori pač nekaj besed v imenu našega gostitelja. Gospodju nazila, na sredovin, moja domovina, narod moj trpi. Ko sem zvedel, da pridejo na obisk Viljani, k nam v Kamnik, je v meni zvenela iz moje mladosti ta pisem, kar vsak dan, ko mi je blizu, ker so tudi ti naši Viljani tako blizu nam. Zato vas lepo pozdravljam, posebej še gospoda župnika Trafla, ki ga danes prvič tukaj srečujem. In zato dobrodošli v našem samostanu, tako gospod župnik, z vsemi vašimi Viljani in dobrodošli tudi vsi naši Kamničani iz vseh kamniških dolin. Naj bo to lep večer in gotovo nam je posebno čas, da frančiškanski samostan v Kamniku gosti razne skupine, zlasti Kamničane, ki se tu radi srečujejo ob raznih prireditvah, o mnogih zanimivih in koristnih predavanjih in dogodkih, o katerih obujemo spomine naših prednikov, zlasti pomembnih Kamničanov, in gotovo je ta današnji dan še nekaj posebnega. Naj bo lep in blagoslovljen in vsi vi prav tako. Najlepša hvala. Ta pesem je pravzaprav še nekaj, je imela še en poseben pomen za nas. Namreč, naši Ziljani so mislili, da bodo z njimi prišli tudi pevci, ampak njihovo zdravje jim to ni dopuščalo, tako da pevcev ni bilo. Zdaj, prvo to zilsko pesem nam je zapel pater Lovrenc, kakšno nam bo potem s pomočjo CD-ja predstavila gospa Drumlova. Žal pa takega petja v živo ne bomo več slišali, kot smo ga zdaj slišali. Najlepša hvala. Začnimo torej z našim programom. Najprej bi vam zavrteli film o frančiškanskem samostanu. Zato, ker smo tu gostje in zato, da naši gostje iz Ilske doline spoznajo frančiškanski samostan. Torej, najlepša hvala, prvič za povabilo. Prišli smo iz tistih dolin, ki je mogoče najbolj ponečena, če vzamemo Rož, Podjuna, Zila, je Zila najbolj ponečena. Najmanj slovenščine boste zasledili v Zilski dolini. Torej, nas je peščica tukaj, ki smo se odzvali temu povabilu. Najlepša hvala. To, kar smo mi danes videli, to, kar smo izvedeli, to, kar smo zdaj v tem filmu videli, s takšnim bogatstvom se mi žal ne moremo pohvaliti. Vendar imamo nekaj ljudskih dragocenosti ohranjenih
In če pomislimo, da smo se morali za to izredno boriti, predvsem v 70-ih letih, ko je bilo strupeno vzdušje še in še. Jaz bom vam pokazala film o štehvanju. Štehvanje, ki je star zilski običaj, izredno star zilski običaj, za zilsko nošo, za zilskimi pesmimi. In če pomislim, koliko se je bilo treba tedaj boriti za pesem Bog nam daj en dober čas. Prvo rej začeli smo. Torej po melodiji Bog nam daj en dober čas, ta prva rej začela smo. Ta prva rej začela smo. Torej, za to pesem so se skoraj morali naši predniki stepsti pod lipo, da so jo v 70-ih letih lahko ohranili, da jo zdaj obžednik spet pojejo. Torej, to je tista pesem, ki je osnovna pesem, ki daje naši mladini bodočnost. Bog nam daj en dober čas, mladina bo zaplesala pod lipo, mladina dovašča, Bog jim naj da eno dobro prihodnost v prenesenem pomenu. Torej, za vse te običaje, za vse te pesmi, ki jih boste tukaj slišali, Prižegnu, naprimer, Prižegnu, tista pesem, za koj bi jaz Kristjan vesel nabil, sem enco po svetu nešel bil, videl sem tam Ježeša in njegova mate žalostna. Naprimer, za te pesmi se je bilo treba boriti. To ni bilo nekaj, to bi šlo v zgubo, to bi šlo v pozabo. In s tem, to vam mi danes lahko tukaj pokažemo. To so bili hudi časi, kjer se je bilo treba postaviti. Danes je vse lažje. Mi vidimo, koliko se lahko srečavamo, koliko smo, vi pridete k nam, mi pridemo k vam. Prej včasih tega ni bilo. To povezovanje v 50-ih letih, po drugi svetovni vojni, tega ni bilo tako enostavno, kot je zdaj. Mi živimo v izredno bogatih časih, kjer bi se lahko bolj povezovali, kjer bi še lahko bolj naši mladini dali to, karkoli smo doživeli, da bi jim dali naprej in da dajemo jim naprej samo s pripovedovanjem. Oni ne berejo toliko, oni hočejo to slišati iz naših ust. In šele tedaj bo v vseh teh vrstah, kjer jaz danes tudi spet enkrat mladino pogrešam. In tudi mi, žal, nismo mogli nobene mladine navdušiti, da bi šli z nami na obisku Kamnik. Torej, to so vprašanja, s katerimi se mi zdaj v modernih časih soočamo, ko imamo izredno velike, bogate možnosti. Torej, kako boste vi dali to naprej in kako bomo dali mi našo slovenščino, naš star zilski jezik, ki je izredno arhaičen. Malo boste slišali od tega, tudi v filmu, ker torej, mi ne govorimo tako kot vi, mi na zile žabarimo. To se pravi, G postane Ž. To so jezikoslovne stvari iz 9., 10., 11. stoletja. Tako kot imate vi knjige, imamo mi to v našem jeziku, v našem dialektu, ki ga govorimo, ki ga žaborimo. Nekako vam lahko to povemo, kaj vse smo ohranili. Torej, naš arhaični jezik, mi ne rečemo, naprimer, pri podoku, mi rečemo papaduca, mi ne rečemo na strehi, mi rečemo na strijoša. Torej, to so tiste naše stare stvari, s katerimi mi vsak dan živimo in ki so danes spet nekako moderne. Najprej bom vam pokazala en kratek film o starih molitvah iz 19. stoletja. To so ženiči, tudi Zmaga Kuma je vse te ženiče, vse te stare molitve zapisala, vendar tako, kako jih žebra, ta žena, ki boste jo videli v filmu, tega pa verjetno ne boste več tako slišali. Tak jaz bi predlagala, da najprej pogledamo za ziliščino, kako nam zveni. To so naši ženiči, ki bojo šli v pozabo, ampak smo jih rešili še s
takšnimi gospemi, ki so tukaj, ki to znajo še res žebrati, drugače bi šlo to v pozabo. Torej, zdaj bomo pogledali film o štehvanju. Štehvanje to je konjeniška igra. Konjeniška igra, ko se razbija sod na neosedlanem konju, jahaje. In kaj to pravzaprav pomeni? Razbijamo en sod in zakaj bi ga razbijali? Torej, zgodba pravzaprav pravi, v srednjem veku, ko so Turki divjali skozi naše kraje, so naše cerkve, naše gradove, hiše rušili in bili se obnašali kako razbojniki. In ljudje so zelo trpeli in pravijo, da je zilski človek, zilski kmet, ujel turškega poveljnika, da so ga privezali k drevu in jahaje bili po njegovi glavi, po sovražniku. To se pravi, ta sod naj bi bil sovražnik, ki ga je treba premagati, ki ga je treba pregnati. In ko je ta sod razbit, dobi tisti, ki je sod razbil, ki je bil zmagovalec, dobi krance. Če kdo pozna še Sinjsko alko, bo vedel, da je to malo podobno, Sinjska alka. In potem se na koncu zapleše ples, svečani ples, tako kot sem prej rekla, Bog nam daj en dober čas, da prvo rej začeli smo. Torej, to je željen pri nas, vse te zilske vasi imajo to še ohranjeno. V glavnem še v slovenskem jeziku, v zilščini. Veliko se je tudi tega podnemčilo, vendar v Zahomcu, na Bistrici, na Brdu je še vse povsod ta slovenski zilski želj. Vi boste videli slovensko nošo, ki je kratka noša, plisirana, zelo bogata noša in to nošo je hotela Marija cesarica Marija Terezija prepovedati, vendar ziljanke so bile toliko prefregane, da so zraven prišile še en zeleni trak in dale spod polno enih kril, to boste vse videli, vse je štirkano, vse je plisirano, bogata je ta noša, dragocena, zelo vse te zimske hiše ohranjajo spoštljivo to nošo in tisti, ki jo pač nimajo, jo morajo postičivati in zelo veliko stane. Torej, samo pas, ki je štikan z gosjimi peresi in vse to. To so dragocene stvari, ki dajemo mi našim generacijam na pot naprej. Torej, jaz imam sama otroke in ko so šli pod lipo in ko je hčerka oblekla skoraj 200 let staro nošo, je rekla mama, to zgodovino je imeti na sebi, to je že nekaj čisto posebnega. Torej, ta zilska noša je nekaj nenavadnega in jaz vam priporočam, če boste kdaj imeli kakšno pot, pridite in si oglejte to v živo. Tedaj, ko sem delala ta film, ni bilo možno posneti enega slovenskega parčka, ker ga ni bilo. Ker ga ni bilo, da bi slovensko spregovorili. Vi morate vedeti, da pri nas je res odvisno od družin, kako slovenščina funkcionira. Učijo se sicer v osnovni šoli, ampak ta 3 leta, 4 leta se učijo tega jezika kot učenci, ki imajo materinščino, nemščino, torej kot tujega jezika. In od teh mal družin, ki še znajo slovensko, tam pridejo slovenski otroci, da se laže govorijo. Tako tedaj tudi nisem mogla posneti slovenskega parčka, ki bi lahko povedal, zakaj jim je to štehvanje tako dragoceno, da ga je treba dati naprej in da je treba to spoštovati. Nekako sem vam poskušala razložiti ta želj, ki traja cel dan. Seveda traja še naslednji dan tudi za nas, ki smo poročeni, ki imamo potem želj za nas same, tudi štehvamo in gremo tudi pod lipo. Torej, ta običaj je med nami zelo, zelo živahen. Je slovenski, čeprav
se je bilo treba izredno pomujati za njega, da je v slovenščini tudi ostal. Tako da nekako zdaj razumete, kakšna je ta naša konemiška igra in vse ta stvari. To gre na biti. Vsaka vas ima svojega patrona in po tistem patronu je tudi živim, tako kot pri vas, vaški paznik. Ne? In pri nas je to na Vinkošni ponedeljek v naši vasi. Gospa Pepca Drumen, najlepša hvala. Zdaj nas tudi čas preganja in bomo morali torej pohitriti. Zdaj prosim, če se kar usedete, gospa Drumlovac, gospod Drumen, gospod Tran, prosim, gospod Čupnik, Stanko Tran, gospod Urban, Popotnik, gledam, ki je, gospod Popotnik, če lahko prijete sem, in gospa Milena Pit. Potem pa so še seveda naš Vido Kregar. Prosim, če prijete sem, gospa novinarka, Tagja Dominko, je pa tudi to. Ja, zdaj, ker je čas se nekako prehitro predlagam takole. Maše vse njih pa moramo iti, zaradi tega, ker je somaševanje. Tisto, kar je pa tule za malico, pa smo potem čaka po maši. Skratka, bludno vabljeni po maši, da pridete nazaj in da potem še v kozačku poklebetamo. Zdaj pa beseda vaša, gospod Dominko. Lepo zdrav tudi v mojem imenu. Zdaj smo marsikaj že izvedeli, tako o Zilski dolini. Hvala lepa za to uvodno predstavitev. Ti filmi so nekaj posebnega, kajti zvok je povsem drugačen, če je zraven še slika. Si veliko lažje predstavljamo, kako je videti Zilska dolina, kako živi tam običaj, kako živi tam slovenski jezik na poseben način. Ja, da ne bomo imeli pisanih obrazov, se lahko bile ugasnem. Torej, lep pozdrav tudi v mojem imenu, tako hotelirki in kulturnici Pepci Drumelj in njenemu možu, odvetniku Ludviku Drumlu, potem edinemu slovenskemu duhovniku v Zilski dolini Stanku Trahu, predsedniku kulturnega društva Zila Urbanu Popotniku in Mileni Pip, ter vsem drugim Ziljanom in seveda Kamničanom. Tudi Kamnik smo danes spoznali prek filma. Spoznali pa ste ga tudi Ziljani v tem celodnevnem obisku. Nekaj smo torej izvedeli, pa bi začeli morda ta del okrogle mize kar slovenskim jezikom. Samo predstavljamo si lahko, pa verjetno zelo drugače si predstavljamo, kot pa če bi živeli tam, da je ohranjati slovenščino sila težko. Po nekaterih podatkih večina govori slovensko, tam, ko so starejši od 60 let, torej mladih zelo malo. Kako vi to dojemate, glede na to, da ste, gospa Pepca Drumelj, študirali slovenistiko v Celovcu, je težko sprejeti to dejstvo, da se mladi, čeprav se učijo v osnovni šoli slovenščino, doma ne pogovarjajo več o tem jeziku? Kot sem že rekla, se večina uči slovenščino kot tujega jezika. To se pravi, oni imajo 4 leta in potem nekje ta slovenščina usahne. Oni se ne izobražujejo, večina se ne izobražuje več naprej v tem jeziku. Tisti, ki so bolj zasidrani v slovenskih družinah, tisti pošljejo slovenske otroke v Celovc. Celovc je pa zelo daleč proč, ne? To se pravi, da se voziš tja 1 uro in 1 uro nazaj, če imaš srečo. To je potem že tudi zelo daljna pot tja do tistega cilja, da iz tega tudi nekaj nastane. Torej to, da se mi lahko pogovarjamo tako, kot se zdaj pogovarjamo, to so pravzaprav tudi naši starši. Naši starši, ki so v 70-ih, 60-ih letih ustrajali, ker veliko je tedaj, in to hočem tudi enkrat na glas povedati, veliko je tedaj razmišljalo takole,
jezik budućnosti je nemščina. Kaj bomo mi s to ubogo slovenščino? Kaj bomo mi s tem ubogim dialektom? Kam pa pridemo? Saj nikamo ne pridemo. In tedaj so se tudi odločili zaradi tega, ker so veliko trpeli zaradi slovenščine, da so rekli, naši mladini naj gre boljše. Zakaj bi toliko trpeli zaradi tega jezika? In to so bili tisti najbolj strupeni časi, ko je treba bilo ustrajati. Tisti, ki so ustrajali, to so bili naši starši. In to so bili pravi heroji. To so tisti heroji, ki za nas druga svetovna vojna se ni 45. leta nehala, temveč šele v 80. velikokrat. Torej, šele zdaj je situacija malo lažja. Čeprav se na to lahko situacijo ne smemo zanašati. Zato, ker jaz razmišljam o tem, da je treba zmeraj nekako imeti pred seboj, da slovenščina ni nekaj, kar je samo umevnega, temveč za kar se je treba res tudi za vsako besedo boriti. Ni pa interesa, da bi študiral še kakšen mlad človek slovenščina? Seveda, moja hčerka v Gradcu študira slovenščino. Mi vemo, da se otroci danes igrajo z jeziki. Tako z nemščino, slovenščino, italijanščino, torej tudi italijanščina je naš sosednji jezik, angleščino itak. In če pošljemo otroke za 4 jeziki v svet, mislim, kaj hočemo več. Gospod Trap, vi ste duhovnik, včasih so duhovniki pomenili steber jezika slovenskega v zamejstvu in po svetu. Kako ste vi čutili breme te naloge, ki vam je bila zaupana? Kolikor vem, je tudi Franc Ksaver Meško deloval v teh krajih. Ste čutili tudi pri njem navdih? Jaz nisem pravi Zeljan, jaz sem že 40 let na Zidski Bistrici. Seveda pridem iz Šmehela pri Pliberku, tam je situacija čisto druga. Mi smo se v šoli, otroci med seboj samo slovensko pogovarjali, tudi v pauzi. Mi smo se še v šoli nemško naučili. Torej, ko sem prišel na Zilo pred 40 leti, seveda sem moral se na to situacijo nekako drugače zamisliti. To ni bilo enostavno. Začetka tudi niso naše prave poti, so ljudje gotovljali. In moram priznati, hvala Bogu, da imam tudi te Slovence okrog mene in so me tudi kritizirali, da ste imeli preveč nemško, drugi so spet, da imate preveč slovensko in tako naprej. Tako mislim, da sem potem polagoma našel pravo pot, tako da sem skoraj vsi zadovoljni, vsi bo zadovoljni tam, ker je več ljudi, pa več jezikov, pa več čutečih ljudi in tako misli drugi drugače. Nikoli ni tiskratno. To je pravzaprav krščansko je to, da se navadiš na soseda in da tudi spoštuješ drugega. Pred 3 leti ste dobili Tišlerjevo nagrado. Tudi to je neke vrste zaobljuba za naprej, ne samo nagrada za nazaj. Ja, danes me je nasrečala, pa sem rekel, nauči se slovensko, da se druge stvari ne učiš. Kar naenkrat se pa čisto postavim. Jaz sem rekel, jaz sem dobil nagrado, jaz samo da nagrada tudi malo trudim, ne. Zdaj, kakor je pevca, je resnica, skoraj malo pesimistično govorila, drugače pa doživiš te druge vidike tudi. Sedaj mi je ena sama pravila, ker ni tako zavedno Slovenka, kaj. Pa je ena godrnjara pred njo je rekla, jaz ne hodim več v cerkev, ne zastopam kaj in tako naprej. Potem jaz reči gre na višarje, potem je pa ona odgovorila, a tam kar nekaj, pa 3 jezike znate, ne, molje in pojejo, slovensko, nemško in italijansko, ne. In hvala Bogu, imam da tudi kaplana iz Nigerije. Hvala Bogu, da je bil ta 9 mesecev v Ljubljani, da je se najprej slovensko naučil. In tako, da je začetka veliko boljše slovensko znal, kot pa nemško. In nekdo je rekel, ki je prejmi toč, rekel, gospod, kaj pa se matrate za to slovenščino. Potem, ki je pa začel ta pridigat v slovenščini, moj kaplane, in pa je
ta isti mož mi rekel, bo slovenščinega pa boljše razumel kot pa v nemščini. Niti dialekt ni znal, da je kar nekrat pa Kaplan govori v ljubljanskem jeziku, ko se pravi slovenščine, in kar nekrat ga je pa razumel. Se pravi, hvala Bogu, da so tudi taki trenutki nazili, da se možno smejati, pa se nekaj bolj zadovoljni, to se pravi, se še tudi dnevi ali pa ure, ko se počuči zveč. Na drugi strani pa vsak župnik, ki prije na zilo, če ravno lamentira pa jamra, da to pa one ne pasa in tako naprej, pa ne bi noče proči, pa ti tako 40 let na zilo. Že dolga doba. In še dolga doba, pa še upam, da bom Bog mi dal še zdrave, da bom še ostal. Hvala tudi za vas trud, za slovensko cerkev. Videli smo napise v slovenščini, prti, cvetje, vse to ohranjate skozi slovenske oči. Pravzaprav. Gospod Ludvik Drumelj, vi ste pravnik, odvetnik, kolikor vem, morda komentar o tem dejstvu, da je veljala slovenščina za drugorazredni jezik, nemščina pa za jezik višjega sloja. Pravniške vode ravno niso nižji sloj, prej višji. Je tudi slovenščina pride prav v vašem poklicu ali komunicirate izključno v nemščini? Ja, zdaj najprej tole, sicer na drugo, nisem več odvetnik, ker sem šel z finančnih držav v zvezi s pošto, ki sem jaz financiral sam v težave in jih pač zdaj počasi pospravljam ali pa tudi rešujemo. Res je tako, da je bila slovenščina, ampak to ni bil samo pri nas jezik druge kategorije. To opažate lahko posod po svetu, ko se skuša zatirati en sloj, ki je pač nižji kot drugi in mu ne omogočaš, da bi pač pričali veljave, ki mu gre. To so opazili že Urban Jarnik 48 in drugi slovenski ime veličani iz Zimske doline, ki so se borili za jezik, tudi Matija Manzilski župnik, prednik pred našim Stankom Trapom, ki je se boril za ohranitev slovenskega jezika in uveljavitev tega kot veliko evropskega jezika. Jaz mislim, da smo dosegli zdaj v Evropski uniji raven, ki naj bi veljala kot raven, ki je usmerjena v bodočnost, usmerjena tudi v to, da spoštuješ regije, da spoštuješ tudi konec koncev jezik kot tak, ker jih zadnjič mi je rekel en gospod, ki ne zna več slovensko, so pa potomc Slovencev, en odvetnik iz Veljaka, da smo si v bistvu na Koroškem vsi, s tem, da smo se desetletja samo kregali, bi rekel, zaradi jezika in čevali veliko možnosti za bodočnost, za bodoči razvoj. Jaz upam, da bo Koroška s tem deželnim glavarjem, ker imamo za njih svet volitve, uspela se otresti teh, bi rekel, te malolušnosti v preteklosti in da bo uspela predvsem tudi mladina se zavedati tega, da ima dobro šanso, če bo iz tega, kar ji daje še stari starši, pa tudi deloma starši, namreč jezikovno osnovo, da govori lahko malega slovensko, pa tudi nemško, zato še ni čisto zavrlo, da je to osnova, ki mu da potem bodočnost tudi v drugih jezikih, to se pravi v italijanščini, angleščini, pa v katerem koli jeziku. In malo obžalujem tudi zdaj razvoj v Španiji, ker upam, da ne bo šlo preveč slabo, ker to lahko tudi, bi rekel, spet zapre možnosti za takšen razvoj, kot ga jaz vidim kot dobrega in uspešnega. Vidim pa velik šans, če se bomo mi sami tudi otresli tega, te bojazni, ker še zmeraj je tako, da pač si malo drugovrstni človek, tudi v gostilnem času me še napadajo, kaj je spet govorite slovensko. In tak, mislim, ni tisto odprtosti, ko bi rekel, da spoštuješ jezik kot tak, kar počne. Gospa Milena Pip, kako vi v svoji družini živite slovenski jezik, je tudi za vas to zahtevna naloga? Za mene je to sploh
je čisto enostavno, moja starša sta bila oba zelo zavedna Slovenka, moja mama je bila begunka, po drugi svetovni vojni prihaja iz Slovenije, torej za nas jezik sploh ni bil noben problem doma in tudi noben problem, da smo se mi, moji bratje, moja sestra naučili slovensko. Ko pa Petrica prej rekla, mi je prišlo po spomin, jo, naši starši so bili res heroji. In jaz se spomnim, ko je bil moj najmlajši brat, ga je bilo treba upisati v otroški vrtec in je takrat župan prišel k nam domov. Ja, pa vidimo, takrat so se vrtec pravzaprav prenašali, so bili prvi začetki, prej nismo hodili, jaz še nisem hodila v noben vrtec. In je prišel k nam domov, jo, vi pa morate vašega otroka dati v vrtec, ja, da se bo naučil nemško, bi doma samo slovensko govorili. In moj ati je bil tako močen in mu je rekel, veš kaj, moj otrok ne bo šel v vrtec, ampak jaz ti bom dokazal, da bo se naučil nemško ravno tako kot slovensko. In hvala Bogu, nas so potem poslali v slovensko gimnazijo, hvala Bogu se je dalo slovensko gimnazijo pod velikimi težavami, moram reči. Mi smo vsi štirje, mama je veliko krat rekla, doma imamo vse, imamo stanovanje, pa jedli bi doma, pa še pomagali bi, greste pa v šole, v Celovsko, vas cel mesec je bilo prej, tako smo stanovali v domovi, ampak hvala Bogu so nam dali to možnost in da smo si vsi štirje mogli izobraziti. To je bilo v moji družini, kar se pa tiče zdaj nas naprej, naši otroci, hvala Bogu, moram reči, vsi znajo. Moja sestra živi na Predalskem, njen mož je Nemec, ne zna slovensko, sin lepo slovensko govori. En trenutek, en dogodek mi je v spominu, ko smo bili, je bil še čist meni 3-4 leta star, je bil z nami na morju in je bil en kup otrok, ta je bil pa sam, takrat še nismo imeli, on je bil edinček pri nas doma in potem je bil, jim je zavidal, oni so se v kup igrali, a smem se iti igrati k njim, ja. In smo šli zvečer na sladoled, če danes se spomnim teh otrokovih besed, je rekel, mami, dobro, da znam slovensko, jaz se ne bi mogel igrati s temi otroki. To je zdaj pa več kot 30 let nazaj, on je danes zdravnik in uporablja oba jezika in je večkrat rekel, živi na Predalskem, tam je veliko zdomcev, rekel, mami, kolikokrat mi je že slovenski jezik v bolnici tudi pomagal. To je eno, bratovi otroci ni problema, tam sta oba mož in žena, moj brat in svakina Slovenca, se je slovensko vzgojili. Mi smo pa posvojili eno deklico z Makedonije, je bila stara 10 let, ni znala ne slovensko, ne nemško, nič. Govorili smo z rokami pa z nogami, danes pa govori slovensko in nemško. Imamo vnučka, ki je 1 leto star in upam, da bo tudi ta znala. Bravo. Sploh se vam ne sliši slovenskega narečja. Zdaj bi spregovorili še o kulturnem društvu, ki deluje na Zilskem, kulturno društvo Zilske doline, Urban Popotnik, predsednik društva. Morda vaše delo predstavite in komentar ob tem, koliko velikih mož pravzaprav izhaja iz tega prostora, če sem prav zasledila narodopisec in slavist Urban Jarnik, Matija Majer-Zilski, ki je znan po tem, da je prvi predložil javnosti zahtevo po enakopravnosti slovenskega jezika v šoli in upravi, pa Grafenaueri, med njimi akademik dr. Ivan Grafenauer, pa skladatelj Anton Jobst, pa narodopisec Vinko Mederndorfer, pa pesnik Fran Eler, ki nam je zapustil antologijo slovenske lirike, še bi lahko naštevali. Kako ta dediščina živi naprej v Zilski dolini in koliko morda je vaše delo povezano tudi s temi predhodnimi? No, ta imena ste že zdaj omenili, ne? To so imena, ki so v Sloveniji tudi znana, Grafenauer, tudi bi omenil Cvita, historiki, ki so tudi pridejo iz Zahomca, je domača hiša in verjetno so ti v Sloveniji bolj znani, kot pa pri nas doma. Zdaj počasi je tako, da se te spomini obujajo, da se tudi knjige o njih izdajajo in se vidi tudi, ko smo postavljali na Brdu spominsko pločo na Jobstovo hišo,
da se tudi potem domačini spet vključijo v to, so spet nekje tudi ponosni. Ja, pravzaprav se potem še res zavedajo, kaj so njihovi predniki pa njihova žlahta tu ustvarjala. In to je ena reč. Na drugi strani imamo pa tudi probleme, ne, če hočemo kako v Gorjanah, ko smo postavili sami ploščo za Matija Majera Zrinskega, niso hoteli, da bi na zunaj Faroža to postavili, ampak ste morali biti skriti nekje v reži notri. To so spet druge reči. Kar se tiče zdaj kulturnega dela, bi samo to rekel, naš problem je enostavno personalni problem. Ker, kot je že so predhodniki govorili, ne, je zelo malo družin, ki doma še aktivno govorijo slovensko. In v šoli se seveda učijo tudi slovensko, ne, in tudi takih, ki pridejo iz nemških družin. Jaz sem učil na slovenski gimnaziji v Celovcu in sem pač opazil to spremembo. Slovenska gimnazija je bila ustanovljena 57. leta, imamo letos smo imeli 60-letnico. In to večina ja ne ve. To je treba tudi omeniti, kakšno vzdušje je bilo na Koroškem in deloma še danes. Jaz vedno rečem, Slovencem se nič ni podarilo, vse, kar so dobili pravic, so morali se izboriti. In tedaj, ko je bila gimnazija ustanovljena, ustanovitelj je bil Joško Tišnar in Slovenci so hoteli imeti dvojezično gimnazijo, z nemškim in slovenskim učnim jezikom, enostavno, ker so rekli, potem bo bolj akceptirana tudi. Ne? Ampak oblasti so zahtevali, da je bil učni jezik samo slovenski, v upanju, da bo premalo prijav in da bo potem par letih propadla. In jaz to pravzaprav tudi nisem vedel in večina na Koroškem tega tudi ne ve, ne? Da je bilo to tako. Če nazaj pomislim, na našo gimnazijo so smeli samo hoditi otroci, ki so imeli avstrijsko državljanstvo. Ja? Na vsako drugo šolo so smeli tudi hoditi tuji državljani. Jaz sem to zvedel šele na Dunaju, ko sem že študiral, je bila ena študentka, ki je medicino študirala, Slavka Jakl iz moje strane. Ona je perfektno nemško govorila, perfektno slovensko, potem sem vprašal, zakaj pa nisi na slovenski gimnaziji hodila. Je rekla, ni smela, ker je imela jugoslovansko državljanstvo. Zrasla je od otroštva v Celovcu pri teti, hodila v nemški vrtec, hodila v nemško osnovno šolo in je hodila v gimnazijo, ko je bil ravnatelj Enšpila, ki je bil podpredsednik Heimatdiensta. Jaz hočem s tem reči, to je koroška realiteta bila. In danes je svet drugače, danes, čeprav da niso ta vlog razveljavili, še danes bi to veljalo, ampak bi bilo proti Evropski ustavi. To je eno. Kar je pa še tudi problem pri nas na Zili je to, da vedno več ljudi problemi in vedno več želja, da bi tudi dialekt ohranili. In to je po mojem tisti največji problem. Ker jaz mislim, da ne samo pri atomski bombi potrebuješ kritično maso tudi pri jeziku. Če otroci ali pa tudi mladina se največ uči od sovrstnikov. In to bi bilo idealno, da bi bilo več otrok, ki govorijo dialekt, potem bi že avtomatično v tej skupini to nadaljevali. In ena ideja bi bila, recimo, ali on je od vas poznal to šolo v Šempetru na Riški dolini v Italiji, da tam res forsirajo tudi in uspejo deloma, da ohranijo ta dialekt, ki je tudi šel že v izgubo, ne pa v pozabo. In seveda imamo ideje in skušamo te reči realizirati. Zanimiv projekt je recimo ta zagnala iniciativa Slovenščina v družini leta 2011, da se posname zgoščenke z narečnimi pripovedmi, s pravljicami. Zdaj je 6 let od tega, koliko se je zadeva prijela pri otrocih?
Mi smo tudi eno tako zgošenko pripravili, to je bila tudi ena možnost, da bi tu, če bi bil čas predvajanja, je tudi lušno, da se sliši ta dialekt. Idej je še več tudi, da bi tudi danes z računalniškimi programi to spet uveljavili in tako naprej. Kot rečeno, ampak to je veliko dela in to je v glavnem privatna iniciativa in tudi čas naših ljudi, ki tu to upravljajo. Gospod in gospa Drumelj sta gotovo, lahko rečemo, velika borca za slovenstvo on stran meje, oba sta tam rojena. Je bilo kdaj težko ustrajati, sta kdaj pomislila, da bi se odselila drugam? Zaradi jezika ne. Zaradi drugih stvari pa že. Ne? Mislim, za mene je svet velik in odprt in mi smo sicer izredno zakoreninjeni, ampak kljub temu s temi koreninami lahko greš povsod tja v svet, kamo pač razmišljaš. Ne? Torej, to ni tisti problem, absolutno ne. Torej, za otroke, ki jih imava 5 otrok in medva vidimo, kako se oni po svetu sprehajajo. Oni vejo, kako je v Angliji, kako je v Čile, kako po vseh kontinentih se sprehajajo in nimajo nikakršnih težav. Torej, zaradi slovenščine že sploh ne. Nasprotno, ker znajo en slovanski jezik. To je naš plus. To ni samo slovenščina, to je en slovanski jezik. Poleg germanskega in pa romanskega. Ne? To so 3 velike skupine in mi se moramo tudi tega zavedati, da je Zilja, oziroma naš predel v enem zelo pomembnem kotičku, kjer imamo stike 3 velikih narodov, romanski, germanski in pa slovanski. In iz enega takega kotička bi že zdavne tudi naše države lahko naredile veliko več gospodarskih, jezikovnih in kulturnih stikov, kakor jih pač zdaj in odkrivamo in imamo. Torej, to bi se že zdavne lahko zgodilo. To je moje mnenje. In tukaj vidim, naprimer, hčerka, ki sem jo 1 leto vozila na Trbižo gimnazijo, ki ni znala skoraj nič italijansko. Koliko ji je to pomagalo? Ona je brez težav. Torej, jeziki so nekaj za našo mladino, moram reči, nekaj, kar je samoumevno. Morda ob tej priložnosti gostilna Stara pošta je nekako vajen otrok, gospod Ludvik jo je že omenil, da je bila precejšnji finančni zalogaj. Kako je s tem objektom danes, kako je umeščena? Vem, da je vajen cilj tudi ta, da bi kulturno obogatila prostor, v katerem je. Kaj pa ta kulinarični del morda? Kulinarike danes nismo nič omenili. Kaj je tisto tipično za Zilsko dolino, razen Prate, morda se zdaj spomnim, da je bila in pogača omenjena, ampak kaj se streže recimo današnjemu popotniku, ki se oglasi pri vas? Ja, kar bi bili prednosti oziroma kulinarične znamenitosti, mora biti čisto župa, isto na žegnu, potem malo krape, ja, kaj veste. Ne bom se spuščal v tole, ampak mora biti malo več jeziku še kot sam. Kako je spela kulturna iniciativa? Mislim, za misel gostilne bila ta, da bi, ker posod po deželju, tudi tle v Sloveniji izumirajo gostilne. Prave gostilne. Tudi tle v Kamniku smo pazili kar precej lokalov zaprti. Ne moram tolmačiti tega zakaj, ampak verjetno je isto kot pri nas, da se pač odseli veliko kupna moč na velike nakupne centre, pa tudi sploh gre folk pa ljudje v Ljubljano, pa nas pač na Dunaj in pa kaj se v Hamburg pa ne tukaj. Škoda je, ker imamo res en kot na Tromeji, ki ima toliko bogatstva, recimo naravnega, ampak tudi kulturnega in predvsem tudi možnosti, ki drugje, ko moraš do morja voziti en dan, ko moraš do hribov en dan pa 2 voziti, da tega imamo praktično pred durbi veliko. In jaz vidim kot rekel
tisti kulturni prostor, ki je bila zamišljena Gošta, da včasih sem otvoren in sem tudi, če bil razmišljal o tem, da bi se ocelil, ker sem rekel, zakaj bi zdaj tukaj se matral z ljudmi, ki jezik, ki ga imam, kulturo, ki jo imam, ki zame predstavlja veliko bogatstvo, zakaj bi se njim skušal tolmačiti, kaj je to in zakaj ga tega ne razumejo. In pred kratkim je celo žlahtnik rekel, da jaz sloveniziram tam, znaš kaj se nekaj, si ti nora, kaj ne. Je bil mapijan sicer že, ampak je tako. Včasih da se ti iz ust to, kar je zamešljeno, kar je resnica. Ampak bom vedeti kratko, kaj je možnost razvoja, ker sem tudi tle hodil v vaših krajih zelo veliko službeno, svoj čas še, in sem bil tudi kot 15-16-letni tle v Kamniku na dan narodnih nož. Po mojem mora mladina, predvsem mladina, se zaveda tega, da je to Evropa, ki jo ona gradi in ki jo bo ona zagovorila. In da mora oni se zavedati tega, da ne gre vse poenostaviti v nekih blokih, kjer živiš enostavno in nekih središčih, velemestih, kjer pač komodno živiš in ko si pač single, tak reče temu dele, in nima odgovornosti za nečesa drugega. In jaz tudi vidim v tem veliko šanso, če se boja tega zaveda ne samo politično, ampak tudi kulturno in gospodarstvo. Ampak to so stvari, ki morajo dozorevati in ki niso pojav samo tle v Sloveniji, pa nas na Koroškem, pa nas seveda še bolj boli, ker smo pač koroški Slovenci, ampak je pojav vse posod v Evropi, kjer sem se do zdaj sprehajal. In upam, da bo se za mladina predvsem zavedati tega, ker smo mi pač folk, ki pač se že počas poslavlja od tega zagranega dela. Ne. Smo vsi že dost naredili in delamo seveda naprej. S temi mislimi bi lahko zagotovo končali, ampak gospodu Vidu Kregarju sploh še nismo dali besede. Kako pa, da ste vi zašli v Zilsko dolino? Upam, da ne boste prebrali za vsega tega, kar imate zapisano. Dobro, samo ne. Dobro. Hvala za besedo. Ponovak sem predal, zato sem se večkrat skiciral, da ne bom preveč vlačil celo reč, kaj ti tako je to. Jaz sem tla rojen pod Kamniškem planinom in tle je običaj, da vsak, ki je tla rojen skoraj zgodov planin, se rata, da sem pa ratal še jamarska povek. Zdaj pa, ta jamarstvo je pa čisto nov pogled na svet. Tam se pa navadaš skozi šprajno, čez kjero se počasih sploh ne da prideti, vidiš čist nove prostore, nov pogled. Se pravi jamo, po kateri se pride novo na svet. No in bolj sem jaz pač iskal to malo naše zgodovine, malo tega ruga in sem prešačil širom sveta, ne. Ampak je pač tako, da pri nas, če jaz prideti nekam po Zahodne Alpe, ali pa po Zahodna Alpe moram imeti prek Koroške. Pa če grem na Donavsko meje Norika gledati, spet moram čez Koroške. In tako ste prišli do Zilske doline. Se pravi prek jamarstva. Ja, in pravzaprav pol, če grem pa tam čez, so bo pa zilana nekaj zelo src pa šle. In se vračate. Pol sem rekel, da bom skušal tem mojim prijateljem Sorovarjem to pokazati, pa smo šli gora, ne v organizaciji tega društva, pa zdaj ste nisem došli, pa stvar nekam kaže, nekam pa vidne. Hvala lepa. Še za sklepno misel, gospa Pip, kaj ima Zilska dolina, česar druge nimajo? Zakaj ste vedno znova veseli, ko se vrnete domov? Moj dom mi pa zelo veliko pomeni. Moj mož je z Poljune in jaz sem vedno srečna, kadar moram doma. Pomeni, ja, to je kraj, ki ga enostavno ne moreš pozabiti, ne moreš iti od njega proč, ti se ne moreš ločiti. Nekateri grejo lažje, drugi težje, jaz zelo težko. Mene korenine tako držijo, čeprav je samo ena stran. Po Atiju je Zilska korenina, on je Bistričan, mama je iz Slovenije, ampak jaz sem tam doračala, mene zelo drži. Mene drži naša kultura, mene drži narava, mene drži vsak košček in ko zdaj hodim in potem zadnjič sem
pepci pomagala eno skupino voditi, potem sem jim razlagala, kje hodimo, da gremo zdaj lepo babi do cerkve, da je ona okalca, da se tam reče tako pa tako. Ko sem vedno starejša postajam, vedno bolj razmišljam, kaj pravzaprav te besede pomenijo, kaj so in to me drži. Kaj pa kulinarika, koliko sem jo prej omenila? Kulinarika. Kaj kuhate doma? Vse. Vino šnicel verjetno ne toliko. Ne, sploh ne. Vino šnicel sploh ne, ampak pri nas so doma krati, pri nas je doma polenca, pri nas šatl, seveda vedno, prata, ja, vsakega malo. Hvala lepa vsem za te besede, čas nas priganja, kot verjamem že ves dan v tem dnevu in Maša bo čez nekaj minut. Spoštovani vsi, gospa Domin in vsi, ki so sodelovali, iskrena vam hvala za to, kar ste nam zaupali, človek rekel. Niste govorili nekaj na pamet, ampak povedali ste nam resnico svojega življenja, ki pa je kar huda, težka in pretresljiva. In jaz upam, da boste v tem ustrajali v tem svojem okolju. Zdaj, našemu druženju manjka še tisto prosto klepetanje, ko človek s človekom lahko še kaj spregovori. Zato predlagam tako, čas nas je pač povozil, ko se reče, predlagam tako, da gremo k Maši, kdor pač želi, in da se potem po Maši dobimo spet tule. Mi smo pripravili nekaj kozarcev vina in tudi soka, da še nekoliko poklepetamo, preden se poslovimo od naših gostov iz Zilske doline. Torej, vljudno povabljeni, da se dobimo spet čez dobre pol ure, saj ne bo več, ne bo hujše. Mislim, da zdaj, ko še gospod Trump dol, da ne bo hujše, da ne bo daljše. Skratka, resnično povabljeni tako, da tako zaključimo dan. Hvala vam.